Avtor Pavle Medvešček. Zdaj si za svojo knjigo srečal že en lep del populacije v pogovorih. Kaj bi ti rekel, kaj je dodana vrednost te knjige? Kaj bi ti rekel danes? Mi bomo pol to videli čez leta. Eno je razumevanje te neločljive sprege med staroverci, naravoverci in naravo, o čemer v knjigi na široko pišeš v citatih svojih virov. Drugo je seveda vprašanje, kakšno duhovno vodstvo imamo v tej deželi in kaj lahko to znanje in ta izkušnja, o kateri je tudi Dr. Peterski zdaj govoril, na primeru prinese za konec koncev neposredno vodstvo v tej deželi. In ne nazadnje vprašanje, kako lahko reagirajo na vsebino, na sporočila te knjige generacije, ki prihajajo. Ja, jaz bi zelo težko presojal o tem stvarih, ker jaz sem človek, ki sem zbiral to gradivo, sem se srečeval tudi z mladimi, ki jih ta tematika zanima, ampak da bi presojal, kaj bo to prineslo, bi zelo težko rekel. Ker namreč jaz sem celo življenje, se pravi 55 let, pred 55 leti, ko sem začel, pa do danes sem se ukvarjal s to tematiko. Ampak moj namen je bil samo to, da bi zbral čim več tega gradiva in ga potem tudi napisal in ohranil za naslednike. Drugače bi pa jaz kar pravzaprav presojal, to ne bi mogel reči, ker jaz nisem zbiral sistematično. Jaz sem zbiral to od časa do časa in sem bil skozi sam. Jaz nisem imel nobenega prijatelja, ker nobenemu nisem zaupal, ampak sem vse skupaj delal sam. In to v presledkih, dokler sem imel pripovedovalce, sem šel do konca, potem, ko se je vez prekinila, sem čakal spet naslednjega človeka, ki je bil pripravljen spregovoriti in potem je on dal spet možnost, da sem obredil vse njegove prijatelje in tudi napisal. Drugače pa, da bi jaz deloval skozi s kakšnimi prijatelji, tega nisem delal, ker vem, da ko sem o tem povedal mojemu direktorju, ki je bil umetnostni zgodovinar in je bil tudi direktor Zavoda za spomeniško varstvo, mi je rekel: Pavle, pusti pravljice primer, ti imaš krasno delo na spomeniško varstvo in se skoncentriraj na to dediščino, stavbno dediščino. No, in ker sem videl, da nisem pa hotel mu razlagati, kaj vse sem dobil, ker sem videl, da ni bilo posluha. Ravno tako prijatelj Ivan Sedej, ko je bil pravzaprav na spomeniškem varstvu v Ljubljani, ki je poznal celo Slovenijo, sva mi dva zelo dosti sodelovala, ker sem jaz na terenu dobil stavbe, ki jih on ni poznal in jih je prišel potem on pogledati, ker mi smo delali popis stavbne dediščine na celem Primorskem, od Triglava do morja, razen obale, ki je bila drug zavod, in on je potem prišel pogledal in je ocenil, ali je to prva kategorija, ali je to tretja, ali je sploh ni nič. No in njemu sem tudi zaupal, da delam te stvari. In tudi on je rekel isto, rekel: Pavle, pusti, posveti se to, res se vpiš na etnologijo in boš študiral ob delu. Jaz sem potem malo razmišljal in sem ugotovil, da najmanj 5 let študija etnologije bi izgubil vse pripovedovalce. In se mi je zdelo, da je boljši, da je en etnolog manj v Sloveniji in da imamo to gradivo. Tako da jaz sem se potem, ko sem videl, da je škoda, da bi rinil v te ljudi, ki oni imajo svoje poglede, in sem potem delal spet naprej sam, dokler sem imel pripovedovalca. Zdaj tega ploskanja jaz ne razumem tako, da je to zdaj nezaupnica etnologom, ampak ploskanje Pavle tudi vztrajajo pri svoje. Ja, to je za zapis. Ja, zdaj mogoče ima kdo od poslušalcev zdaj že kakšno vprašanje tudi. Ja, no, da slišimo. Kar izvolite. Izvolite. Poslušamo. Prosim. Ja,
posledice te knjige in teh razogetij. Predsednik Pahor je ob novoletni poslanici na čisto na koncu zaživel srečne novo leto in praznike tudi s Krvovercem, če se spomnite. Verjetno treba gledati. Omenjam obisk pri predsedniku Pahorja. Povej, kako si ti to doživel. No, malce nezaupnice etnologiji kot znanosti in tudi drugim znanosti vendarle je bilo v tem ploskanju, ne? Ker etnologija kot organizirana znanost obstaja že desetletja, na Slovenskem res je zelo veliko raznih etnologov in podobnih profilov in če niso nikoli skoraj da niti na sled prišli tej tako bogati dediščini, v tem ploskanju pomeni, da je tudi en kanček nezaupnice, ki ste ravno tako postavili zadeve. No, ker sem tudi etnolog, ne moram toliko svojim kolegom obram povedati naslednje, ne, da tema te knjige ne, je bila torej, nekaj, o čemer se absolutno ne govori. Zakaj? Ker je bilo smrtno nevarno o tem govoriti. Ko si boste knjigo prebrali, boste videli, da te stvari... Jaz sem prebral že dvakrat, ampak zakaj se v znanosti o čem ne sme govoriti? Ne razumete, skočili ste mi v besedo, nisem povedal do konca. Nekdo, ki je bil tujec, tega nikoli ni izvedel. In nekdo, ki pride kot gospod akademik, kot ne vem kot, je pač tujec, forešt, z njim se ne govorim. Jaz vem, kaj so počeli z njim v Bohinju, ker sem pol, ko bi rekel, iz prvih vrst domačinov zvedel, kako so jih vodili za nos, kako so jim lagali tam zato, da bi so pač odšli z neko informacijo, kako je ta informacija potem prišla v strokovne objave noter in še danes se jim smejijo, kakšni burki so bili, da so jim verjeli. Zdaj, morate vedeti in se zavedati, da tudi Pavel je rabil pravzaprav skoraj 20 let, da je pravzaprav prišel do nekoga v enem takem trenutku njegovega življenja, ki je potem se mu zdelo morda primerno, da vpraša orakelj, ali je sploh primerno, da mu karkoli pove. Pač ta orakelj je pokazal, da naj mu začne dajati informacije. Jaz bi vam zelo svetoval, da si pogledate zgodbe v tej knjigi po kronološkem vrstnem redu, tako kot jih je Pavel zbiral. To se pravi, zdaj so urejene nekako po nekih pripovedovalcih, recimo neki sklopi posameznika pripovedovalca, delno pa tematsko, delno regionalno. Ampak če boste šli skozi čas, boste videli, kaj so ljudje njemu pripovedovali do leta 1965. Potem boste videli, kaj je on zvedel med 65 in 68 in tam je ta bum. In potem po tej nesrečni smrti Janeza Stregarja, to je to. Pričemer je bil on, kot se je sam pač, oziroma kot so ga rekli, ljubkovalno imenovali njihov spovednik. Zdaj pa mislite, da pride nek gospod doktor, ne vem kot, jasno, pošiljali ga bo od vrat do vrat in to je vse, ne bo zvedel nič od nič. Torej, Pavel je prišel, oni so ga vzeli za svojega. Se zapravo, samo nekdo, ki, namreč, to bi vas posebej upozoril, ta razlika, biti naš, kaj to pomeni. To je ista situacija, ki jo opisuje Boris Čok v svoji knjigi in v svojih nadaljnih spisih. Kar on tam zapisuje, kar je izvedel. Je izvedel torej, od svojih babic, prababic, in kot je ena rekla prav, no, saj ti si naš, ti lahko to zveš in zato je to izvedel. Če bi kdorkoli drug prišel, ne bi izvedel nič od nič. So bili preganjani oni, recimo, kaj so bili od oblasti, od cerkve? Ja, oni so bili tako, prvič je to, da ti ljudje niso živeli v skupnosti, ni bila to vas, bila razpršena poselitev. In zato je bila vsaka hiša samozadostna, ker v tisti, rekel, tam ob zimi, če nisi imel svoje hrane za sebe, za živino nisi preživel. No in oni so funkcionirali kot ena celota. Medtem ko vas deluje pa skupnost teh hiš. No in zato je vsaka hiša
od staršev, prvič pravzaprav otrok ob materinem mleku je že spoznal slovensko besedo in obenem tudi staroverstvo. Ne. Ker staroverstvo ni bilo napisano, ni bilo knjig, ni bilo nič, je šlo samo od sina, oziroma od očeta na sina in tako naprej. Zato so oni so skrivali svojo vero, ker so prisegli, da se o njem ne sme govoriti. No, in ko sem jaz poznal Strgarja, ko so mi poslali 5 Strgarjev, Strgar največ ve, in sem prišel jaz naivno k njemu in sem rekel, Janez, poslušajte, jaz sem prišel v Andrijo in poveste tiste skrivnosti iz te doline, je rekel, jaz prvič slišam, jaz o tem ne vem popolnoma nič. Pa sem rekel, kako da nekaj je več sosed gor rekel, da vi veste. Ja, pa njega vprašati. In potem je rekel, ma te pošilja policija k meni. Sem rekel, ne, ja, zakaj pa hodiš okrog? Zato, ker mene to osebno zanima. Jaz sem radoveden, ker v vasi, kjer sem jaz živel na Grenjem polju, niso vedeli nič. Niso vedeli niti, ko sem vprašal starega očeta, no, kaj je gor za Jelenka. Mi je rekel, pet pa gledati, jaz ne vem, kaj je gor. Ne. In zato se jaz pa, ko sem imel enkrat 15 let, sem se začel pa spraševati. Prej smo se igrali, potem sem pa začel spraševati, zakaj to, zakaj ono, in nobenega odgovora nisem dobil. Recimo, jaz sem bil zdraven cerkev na Gorenjem polju, ker je cerkev svetega Mihaela, in sem rekel Nonotu, pa kako da so ravno tam zazidali cerkev, ko ni niti prostora, so mogli narediti 10-metrski visok zid na jugu, 10-metrski zid na vzhodu, da so sploh lahko cerkev postavili. Ni bilo pa prostora za zvonik in so potem mogli na enem vzvišenem prostoru zdraven cerkev postaviti še zvonik. In jaz sem rekel, pa zakaj tam, ki je toliko drugega prostora? Ja, ne vem. Ne. Potem sem rekel Nonotu, kako to, da je na prostoru 500 krat 500, 5 cerkva. Sem rekel, pa zakaj 5 cerkva, ko pa rabimo, kar smo tleli, rabimo eno cerkev. Ja, veš, to pravijo zato, da je tam nekaj bilo in so zato potem tisto podrli in so postavili cerkev. Ne. Ampak nekaj bilo, sem rekel, kaj pa je nekaj bilo, ja, to pa ne vem. Ne. In zato mene je to preganjalo celo življenje, da bi zvedel, ker sem pač tam živel, da bi zvedel vsaj za stoletja nazaj. Ne. In nisem zvedel nič. Ne. In potem sem jaz vsako počitnice, ko sem prišel z Ljubljane, sem jaz začel hoditi okrog. Ne. In sem šel v dolino Idrije, ki ni bila prizadeta od prve svetovne vojne, tam so bile stare hiše, stare pripovedke. Tako in sem hodil kje, tam sem dobil stare može, ki so komaj čakali, da pride eden, da jih bo kaj spraševal, ker mladi so šli proč, ker niso mogli živeti, tam so šli v cementarno, so šli na Jesenice, so šli v Kranj in tako naprej in doma so živeli samo stari ljudje. In potem oni so me začeli pa odkrivati te stvari, ampak prvič, kar sem jaz slišal, to je bilo leta 51, sem bil pri enemu človeku, ki je živel z ženo, sta bila sama, in smo se pogovarjali in sem rekel, poslušajte, kako blizu je ta svet Jakob? Je rekel, ne, to ni svet Jakob, to je Škeljak. Sem rekel, kako Škeljak, če na karti piše svet Jakob? Ja, gor po pripovedi mojih starih, mojega pranonota, je bila gor svetišče Boga Sonca in potem leta 450 so tisto porušili in so zgradili cerkev svetega Jakoba. Ne. In jaz sem rekel, pa to so bili ti ljudje, ki so bili gor. Ja, to so bili stari ljudje, ki so verovali v Boga Sonca. In takrat je bilo prvič, da sem jaz sploh slišal, da je bila kakšno svetišče pred temi cerkvami in da so bili ljudje tam okrog, ki so to verovali. No in potem počasi so začeli spraševati tudi druge, ampak se je potem ta vest pretrgala in potem zelo pozno sem jaz srečal tistega, ki me je poslal k Janezu. Ampak Janez je pa takrat rekel, poslušaj, bom premislil, lahko ti bom kaj povedal, ampak bom premislil, prid čez en mesec. In čez en mesec sem jaz prišel k njemu in je rekel, a veš kaj, ti si prvi, ki si mi o tem obdobju spraševal, do danes me noben ni spraševal. Zato ti bom povedal, ampak ne vsega. Nekaj ti bom povedal, vsega pa ne. In potem sva se srečevala do njegove smrti, ki je pravzaprav v čudnih okoliščinah umrl. On je bil zdrav dec, tako da on bi lahko živel koliko časa še. So ga dobili mrtvega
in potem, ko je prišel zdravnik, je rekel, ja, jaz lahko samo zagotovim, da je mrtev, nobenih takih znakov nima, da je bil kaj, edino je rekel, ena kapljica krvi na senci, samo zaradi tega ni umrl. No in potem so ga pa kopali in po tistem so pa začeli ljudje govoriti vse sort, da so ga ubili in tako naprej, dokaj ni prišlo do obdukcije na Volčanskem pokopališču, ki je bil pokopan. Kakšen izvid je bil z tega, jaz ne vem, nisem niti hotel v to sit, ker me to ni zanimalo. Jaz sem se ogradil od tega in pa jaz sem hotel še naprej, ampak ti stari ljudje, ki so bili kolegi od Strgarja, so rekli, ne hodi več zraven, mi ne bomo govorili nič več. Eden je rekel, da ga je strah zaradi smrti Janeza, drugi pa rekel, to je bil Popoviščar, Pavle, ti boš naredil staroverstvu največ škode, ker si boš objavil stvari, ki bi jih ne smel. Mi smo prisegli, da o tem ne bomo govorili, zato tega ne smel narediti. No, ampak še to moram povedati, da ko sem jaz opravil pogovore s temi ljudmi do Janezove smrti, mi je rekel, ti prines meni te zapiske in sem mu prebral, vse sem mu prebral. In potem sem rekel, kaj ti misliš? Ja, rekel, vse v redu, mogoče bi kaj rekel, ampak ne bom rekel, ker je to njihova izjava, ne bo taka, kot je. V glavnem je resnično, ni nič potvorjeno, zato bom jaz spustil, da boš te... Ampak, ko sem vse prebral, je rekel, veš kaj, ampak iz te hiše ne boš šel, dokaj ne boš prisegel. Ja, sem rekel, seveda bom prisegel, samo da bom lahko odnesel. Je rekel, veš, sem razmišljal, da bi ti lahko objavil te stvari, ko bom jaz imel 100 let. Potem je rekel, ne, o meni ni treba, da se govori, ampak boš objavil te stvari leta 2007, ko se bo Lunin krajec obrnil proti zemlji. Ne. Potem jaz sem rekel, dobro, bom prisegel. Ne. In je prinesel flaško Bočeradovca, šnapsa, in pa eno krpico voneno. Potem je namočil tisto voneno krpico v tisto Bočeradovc in sva se rokovala, dokler ni izhlapel tisto alkohol. In je rekel, zdaj si prisegel, kot so prisegali oglarji. Ko so se dobili 3 skupaj, je mogel prisesti, da bo vztrajal do konca, do prodaje oglja, če je pa kdo odstopil, je tisti denar prišel na ostale 2. In tako sem jaz tudi prisegel, ampak v mislih, da čisto na 2007 je bilo zelo daleč, ne, jaz sem takrat je bilo 65. leto, 66. In jaz, ko sem prišel domov, sem tiste zapiske dal v mapo, zapakiral, s trakom zavezal in sem napisal od 3. 2007. No in 2006, moj kolega zobozdravnik Rafko Podobnik, njega je pa to žulilo, da bi to prebral. Ne. In sem rekel, dobro, ti lahko prebereš 2006, ker nisi prisegel. Ne. In njemu sem dal, da je prebral tisto 1 leto pred mano. In potem 2007 smo pa to odprli in smo začeli se pripravljati, da bi to knjigo izdali. Ampak Podobnik, ki je bil založnik knjige Leto Lunino senco, je rekel, da ima problem z denarjem. Ne? In potem jaz sem čakal in potem, ko sem videl, da nima denarja, sem se obrnil na gospoda Pleterskega. In potem smo začeli se pogovarjati o knjigi. Sta kolega odgovorili na vprašanje, zakaj so viri molčali do zdaj. Govorimo o 20. stoletju, o strahu in pritiskih v 20. stoletju. Ekstrapoliramo to na strah in pritiske v stoletjih predtem, ko so veljale trde cenzure, pa še stoletja predtem, ko so dokumentirane inkvizicije na staroverskih svetiščih, se pravi 16. stoletje, ko imamo še so kakšne povezave tudi z ostalimi, recimo slovanskimi narodi ali z drugimi narodi, ker recimo ta način verovanja je verjetno bil zelo značilen tudi za druge narode, pa za druge lokacije. Ja, to bo vedel dr. Pleterski več, jaz to ne vem, ker nisem se ukvarjal s tem. Torej, v tem staroverstvu seveda so pač vedno neke krajevne značilnosti, ne, tudi na ravni besed, ki opisujejo
posamezne funkcije, ravnanja in tako naprej, ki so seveda v zvezi z konkretnimi jeziki, ampak na strukturni ravni pa nekih zelo bistvenih razlik ni, ne, in to se najde praktično vse povsod, ne, tako da, če vas to zanima širše, ne, potem je to zelo dosta široko opisano v kulturnih genom. Zdaj nekaj primerov sem pa dal tudi v sam uvod v to knjigo Iz nevidne strani neba, ne, tako da vidite, da to seveda ima eno zelo široko ozadje, ki ponekod je pravzaprav še živo, ne, recimo to je rekli staroverstvo morda ne tako na tej organizacijski ravni, morda tudi res bolj kot nek prežitek, ampak vseeno, ne, recimo v Makedoniji še zelo živo, ne, tam so, ko bi rekel, čaščenje nekih svetih studencov, kamnov, ki omogočajo ženskam, da zanosijo in podobne zadeve, ne, to je povsem odkrito in javno in tam se koljejo za in in den, torej črni biki, ovni, ovce, kar tako, ne, žrtvuje se kamnom, ki so ženskam dali otroke. Skratka, to je še živo, funkcionira in deluje, ne. Seveda to pa zaradi tega, ker so bile pač tam družbene, prvič življenjske razmere se pravzaprav do zdaj niso tako zelo spremenile, zdaj so vse seveda, zdaj se tudi tam vse to spremenja, ne. Zelo je važno pač, da se način življenja ne spreminja, kajti to je vezano z načinom življenja, ker omogoča preživetje v določenem načinu življenja. To je eno, ne. Drugo je pa seveda tudi, kakšna je, bi rekli, uradna oblast, ne, recimo v turški državi seveda bila prvič uradna oblast, torej njena religija je bila muslimanstvo, ne, ki je pač odnos krščanstva do staroverstva ni prav nič zanimalo, ne, pa tudi sicer jih staroverstvo očitno ni tako zelo zanimalo, ne, skratka so jih pustili primerov, ne, tam je bilo v bistvu dovolj, da so ljudje pač plačevali svoj davek vsem uradnim, torej religioznim skupnostim in torej sultanu in kot dobri davkoplačevalci so bili pač, so jih pustili primerov. Kaj so pa oni sicer delali, je bila pa pač to njihova privatna stvar, ne, tako da tam torej krščanska cerkev ni bila cerkev na oblasti, to treba vedeti, ne, zato bi seveda ta stvar se čisto drugače obrnila kot tukaj. Je pa še danes v torej, vzhodni Galiciji še vedno situacija ne, taka, da ob torej, župnikih, krščanskih župnikih je še vedno torej, nek staroverski svečenik, ne, in ko pride novi župnik, pride ta svečenik k njemu, ne, mu razloži, kakšna so, ko bi rekel, pravila igre, ne, in ta župnik se jih mora držati, če hoče v tistem kraju ostati. Taka so razmerja, zato so pač te stvari tam lahko bolj odkrite. To je današnja Ukrajina? To je današnja Ukrajina. Jaz bi še nekaj povedal o strahu, ne, ko se rekel Janeza, pa zakaj vi ne poveste nič sosedom? Je rekel, poslušaj, Pavlo, da ti povedal na enem primeru. V našo dolino je prišel pred prvo svetovno vojno ena sirota, ki ga je mama zapustila, je bil ta nezakonski otrok in ta fant ni vedel, kam je, je bil strnih 10 let, koliko, in ni vedel, kam je, in potem je prišel k enemu stricu tam, da je lačen in žen, tam je dal jesti, in potem je rekel, kaj pa imaš za jesti? Je rekel, ne vem, kam je, ker mama me je zapustila in zdaj ne vem, kam je, rekel, ostani pri meni. Je rekel, jaz sem sam in boš pri meni. In potem je bil pri njemu in je bil zelo priden, mu je pomagal pri kmetijstvu, vse v hiši, drva, vse mu je pomagal. In je potem se je nalezel tudi staroverstvo od tega strica. No in on je imel enega prijatelja, ki je bil pa na drugem bregu Soče. Ta je bil na desnem bregu, ni bil na levem bregu in sta prijateljevala, kadar sta se srečala. Ne. Tisti je bil revni in mu je umrla mama temu. In ta je rekel, da gre temu staremu človeku, da gre na pogreb od mame prijatelja. Ne. In je šel na pogreb, on je prišel k temu prijatelju in so mu dali v roke križ, da ne bi nosil križ od sprede. In on je tisti križ počas tam ob steno cerkve, ga je položil in je šel prijatelj. Ampak, ko se je on vračal domov, zvečer domov, so ga počakali, so ga skoraj po glavi in so ga vrgli v Sočo. Ne. In potem staroverci so se zdaj bili zgroženi, ne, kako tazga mladega človeka, tako, in so šli k Dehterju, kaj ne naredijo. Ne. In Dehter je vedel, da on ima staro črno vahto.
Ta črna vahta je delovala pod okriljem Dehnarja. Kadar jim je Dehnar naročil, so lahko šli, drugače pa ne. Tu so bili 3 prostovoljci, ki so se vključili v to črno vahto, in ta črna vahta je bila ustanovljena zato, da je ščitila te ljudi gor pred nasilneži. Ne. In ko so prišli k njemu, kaj ne naredijo, je rekel, naredite s tistim človekom isto, kot je on naredil, le da ga ni treba metati v Sočo, pusti ga tam. No in ta človek so mi povedali, da je imel potem celo življenje probleme z ravnotežjem, da je zelo težko hodil. Ampak to se je godilo vse pred prvo svetovno vojno. Po prvi svetovni vojni ta vahta ni bila sploh več, so bili, ampak niso imeli nobenega dela. Ne. Tako da to je bil en strah, da bi izvedeli, kaj ti ljudje mislijo, tako velik, da oni so doma, vsi so bili krščeni, vsi so bili birmani, vsi so bili pokopani cerkveno, doma so imeli podobe, Janez je bil podobo svetega Antona, in sem rekel, Janez, pa kako da imaš to podobo? Meni ni všeč, da ste potuhnili, je rekel, poslušaj, Pavle, če se ne bi potuhnili, mi dva danes se ne bi pogovarjali. Je rekel, smo se mogli potuhniti, ker smo bili v taki skupnosti, ker če bi izvedeli, da mi govorimo neko drugo verovanje, bi bilo hudo. Tudi po Borisu Čoku, iz divaškega področja, je prva svetovna vojna in čas pred in potem napravila staroverju bistveno večjo škodo kot, oziroma totalno škodo v razmerju do stoletij inkvizicij in cenzur pred tem. A je v drugem delu dvorane, ki ga malo slabše vidimo, tukaj kakšno vprašanje zdaj smo zajemali? Jaz moram reči, da je to zelo zanimiva predstavitev, drugačna, kot sem navajen do zdaj. Govorimo o eni stvari, ampak v sami vsebini praktično nismo razgledali nič. Govorili so o odnosih, kako se je do teh informacij prihajale, pa o stari veri konkretno ničesar. Mene pa sicer zanima, kako je ta stara vera učinkovala, recimo v teh koncih tolminskih ali pa tam proti Bohinju, so bili tudi Nemci naseljeni tam v 12., 13., 14. stoletju. Potem me zanima, kakšne podobe so se uporabljale kot božanstvo, imena teh bogov, pa če je bil križ uporabljen že v predkrščanskem obdobju. Zato, ker jaz sem, ko sem raziskoval malo te stvari, sem prišel do imena Ri, božanstvo Ri. Je kaj tukaj omenjeno, kakšno tako ime podobno? Ja, kar jaz vem, ti staroverci niso imeli nobenih malikov, oni so verovali samo v naravne stvari. Recimo, tam je bil en potok, ko so rekli Padnice, to je zelo zanimiv potok, ki je prebil pregrado iz apnenca in je naredil strugo zelo globoko in tisto del smetišča so imeli oni, tam so imeli razne obrede, ki mi jih niso povedali. Razen to, da ko je posijalo sonce na pomlad v tisto skalo, ki so rekli sončna skala, so oni imeli praznovanje. Ko je posijalo prvo sonce, so se zbrali tam in ko je začelo sonce potem osvetljevati tole skalo, so spodaj v tisti strugi so igrali 3 fantje na piščalke, dokler ni bila cela skala obsijana. Potem so pošli po določenih predelih teh padenc, ki je bila dolga 2,5 kilometra pa pol. Tam so bili razni, so jim pravili recimo šklautron, potem je bil padenski most, kjer je šel most čez to strugo, lesen most, in tam so prinesli recimo lon, so rekli, oni so prinesli od doma v zavit, v list ali recimo zemljo od vrta ali pa iz ognjišča pepel ali pa lesje mame, ki je bila bolna, in so potem na tistem mostu, če so prosili, so se obrnili proti izviru tega potoka, kadar so se zahvaljevali, so se obrnili pa proti izlivu in so potem ti slon vrgli v tisto dol. To je bilo eno. Potem verovali so v Nikrmano, to je bilo največji svet, rekel, to je bilo, se rekel, pa kaj je Nikrmano, rekel, to je
Nikarmana je na nebu, ki je vse, kar je na zemlji naredila Nikarmana. Ne. In mi se rekel, kakšna pa je ta Nikarmana? Ja, taka je, kot ti lahko sam vidiš. Jaz sem rekel, kako je bo videl? Ja, če pogledaš oblake, boš videl, je lahko ženska, je lahko kača, je lahko kozorog, je lahko bik. In vse te podobe so Nikarmane. Ne. Tako da oni niso imeli eno podobo Nikarmane. Ne. Potem so pa imeli razne kamne, recimo v Lokovcu so imeli te kačje glave, ki so bile, ne vem kdaj, položene na te vzpetine, tako da gor so bili 3 kačje glave na črni glavi, na kačji glavi in na peščeni glavi. Na vseh 3 teh vzpetinah, ki so v Lokovcu, so bile te kačje glave, ki so bile običajno en rodnik, ki ni bil nič obdelan, samo 2 luknjici so naredili za oči in v te luknjice so potem dali ali železo, ali keramiko, ali steklo, ali pa recimo koščico enega plodu in so potem tisto kačjo glavo nesli gor. Dehner je naredil svoj obred, ki ga je naredil vedno sam, nikoli ni bil noben zraven. In potem so oni verjeli, da te 3 kačje glave varujejo prostor v Lokovcu in skrbijo za plodnost ljudi, živali in zemlje. Ne. Tako da bi oni imeli kaj doma, edino, kar je bilo doma, da je vsak staroverc oziroma gospodar je imel tako palco, tako veliko palco, smo mu rekli Bartin, in tisto palco je imel gospodar v kambri nad vrati, bila polička, in s tisto palco so oni v bistvu se zdravili in tudi, če bila recimo krava bolna, so šli od glave do repa in so verjeli, da bo zdravila. Tako da tudi kristjani so to palco pa imenovali palca svetega Antona. Potem so prevzeli to palco. In ta palca je imela 3 žlebe in na koncu v prerezu so bili tročani, 2 tročana. In iz špice teh tročanov so šli ti žlebi urezani v palco in so to palco tudi uporabljali za zdravljenje. Recimo oni so zvečer, ko so šli spat, so drgli to na kolenih, potem so dali na tla in so po podu drsali to, da so dosegli večjo krvito. In to je bila vsaka staroverska hiša, je imela to palco in ni smela iti iz hiše. To je mogla ostati doma. In če ni bilo potomcev, recimo, da je ostal sam eden, je poskrbel, da je umrl, ali da je zažgal, ali pa da je vrgel v brezu. Tako da ni smela priti v druge roke. Ne. In ta palca je bila v vsakem staroverski družini. In potem sem vprašal Janeza, kako pa je bilo teh staroverskih družin. Je rekel, pred prvo vojno jih je bilo 100 na prostoru, ki je spadalo pod zadnjega Dehnerja. In sem rekel, koliko vas je pa danes? Je rekel, danes nas je 20 neporočenih stricov. In sem rekel, kako da so pa razpadle družine? Je rekel, prva svetovna vojna je naredila največjo škodo staroverstvu, ker ljudje so šli v begunstvo ali v Italijo ali pa v Avstrijo. Oni so se mogli seliti, ker je bila fronta. In 4 leta v fronti so predvsem ženske srečale veliko drugih žensk. Potem tam so bile recimo nune, ki so jih učile recimo šivati, so jih učile kuhati. In takrat so zvedeli, da je svet malo drugačen, kot je njihov gor. In potem, ko so prišli domov, so bile pa vse hiše porušene, niso imeli niti eno živino, niso imeli nobenega orodja, nobene njive, so mogli prvo poskrbeti za sebe. Tako da je tisti čas je bilo staroverstvo vpleteno v to, da so mogli to obnoviti. In potem ženske, predvsem mlade ženske, so rekli, naši otroci pa ne bojo živeli tako, kot so naši stari ljudje. In so potem začeli učiti mlade otroke čisto drugače. Tako da so ostali ti staroverci samo strici, jaz nisem pa znal niti ene družine. Ne. Jaz nisem od nobene ženske izvedel kaj več, kot neki naši strici vejo, ampak vprašajte njih, jaz se s tem ne vešam. Tako da ženske, mene je povedala več o staroverstvu, ta gospa iz
Tuhinjske doline, ne, ona pa še ena na Bledu, ki je bila njena mati iz tistega konca. Ona mi je več povedala, ki je rekla, jaz sem bila otrok, moja mama, ko smo prišla na Bled, mi je pravila o tem. In ona več ve od teh stvari, kot pa ženske na tistem prostoru, ker niso hoteli govoriti. Ne. Ona so rekli, če hočete tam, vam bojo strici kaj pravili, jaz o tem se ne bom pogovarjala. A to odgovori na vaše vprašanje? Ta knjiga ni učbenik za dehnarje, ne? Ker ni nastala kot vir dehnarske šole. Ne? S tem smo izgubili stik, mislim, da je to zelo jasno povedano. Priča smo zadnjim virom posredno do dehnarjev. Ne? Morda bomo skozi to turnejo in z diseminacijo knjige prišli do dodatnih virov, ki bi pripeljali bliže neposrednemu izročilu dehnarjem, pa bo možno govoriti o neposrednih vsebinah. Ampak kot informacija, Novogoriški muzej obljublja postavitev zbirke predmetov, ki nastopijo v knjigi nekje junija, julija v letošnjem letu. In bo moč vse predmeti, ki tukaj nastopijo, vključno s temi, ki jih je pravkar Bertin in tako dalje, ki jih je narisal ali pa zbral Pavle Medvešček. Skratka, boste imeli možnost s temi predmeti stopiti v stik. Direktorica je na našem srečanju v Anhovem pred tedni rekla, da knjige ni mogoče razumeti brez, da bi zatipal te predmete. Nekateri predmeti so v rokah glasbenikov. Ne? Tukaj sta dva člana ansambla Vedunek, ki je ena od piščali, ki jo je zrisal in kasneje je bila narejena in je v uporabi. Skratka, nekateri predmeti so v funkciji za morda eno aproksimacijo tega, kar je obredna raba predmetov, o katerih govori Pavle Medvešček. Se prav, o simbolu križa, če prav razumem, ni možno več kaj konkretnega sklepa, sploh pa ne za toliko časa nazaj pred krščanskega. Ja, deloma je doktorski vodil. Simbol križa se pojavlja že v davni prazgodovini. Skratka, mislim, križ seveda ni krščanski izum, ne, ampak verovanja, no? Tudi v smislu verovanja, mnogo starejši, ampak to čisto se da pač arheološko pokazati. Nastopa pri vseh mogočih predmetih že tisočletja pred začetkom našega štetja. Hotel sem pa mogoče samo to povedati še v zvezi z vašim vprašanjem o imenih, ne, pač teh sil, ki jih oni opisujejo. V bistvu celo besedišče, ne, ki nastopa zdaj pri teh kosoških starovercih, je blago rečeno nenavadno. Zdaj, tukaj bi bilo seveda lahko odgovor, zakaj tako iščemo več smerih. Ena tako navidezno, ki se ponuja tako po bližnici bilo to, ja, to pač preprosto niso ne romanske, ne slovanske besede, ampak je to zdaj prevzeto nekaj še, bi rekel, iz starejšega jezika, ki so ga govorili v tem prostoru. To bi bila po svoje najbolj elegantna rešitev, ampak se mi zdi, da tu moramo računati na nekaj drugega. Da so oni v svojem prikrivanju svojega bistva tudi razvili, bi rekli, nek svoj skrivni jezik. To se pravi, stvari so poimenovali s svojimi imeni, za kateri so samo oni vedeli, kaj pomenijo, nekdo drug, ki vse to poslušajo, sicer lahko slišal, vse razumel in pa nič. Skratka, da ta imena so izumljena v bistvu zgolj za njihovo rabo. Recimo, meni se zdi osebno skrajno nenavadno, da nikoli niso govorili o Triglavu. V vseh tistih zgodbah Triglav je omenjen enkrat Cankar, je to bohinjski Triglav, ki ga oni seveda sploh nikoli niso videli in so zato imenovali hrib nad Tolminom Triglav. Tolminski Triglav, se pravi, Triglav obstaja tam. Triglav je bil seveda tudi, ko vidimo po funkciji, torej se pojavlja tam Creklanski, tako imenovani pusti v resnici lik Triglava. To se da zelo lepo dokazati. Skratka, oni so Triglava še kako dobro poznali. Triglav je preoseben Tročan, ki so ga seveda odlično poznali, pa vendar ga nikoli niso menili. To se pravi, to spada v sklop tistih stvari, ki jih tudi Pavletu Medveščku niso zaupali. Zdaj pa čisto, ko bi rekel, malo za
da vam dam en intelektualni miselni oreh. Ne. Oni nikoli niso zaupali, torej staroverci desnega brega, kdo je bil njihov zadnji Dehner. Vsakeč, ko se mi je zdelo, da pa ne postavlja neko vprašanje, ne, ki bi morda lahko vodilo k temu, da morda pride do neke informacije, s katere bi se dokopal do spoznanja, kdo ta Dehner, ne, so tako rekli. Ne, to pa sprašuješ, da bi ti to zvedel, ne bomo ti povedali. No. Kljub temu pa jaz trdim, da eden od njih se na enem mestu v eni pripovedi nehote zagovoril. In je povedal nekaj, kar nam omogoča ugotoviti, kdo je bil od vseh tistih oseb, ki v tej knjigi nastopajo, bil zadnji Dehner. Ampak to ne bo pa, ko bi rekel, spodbuda, da to knjigo še večkrat berete in poskušate najti to rešitev. Bom je mogoče čez nekaj let objavil, pa boste videli zdaj, kaj boste. Ja, jaz bi o tem Dehnerju še nekaj povedal. Ne. Mene je zelo zanimalo, kdo je ta Dehner, ne, zadnji. Ker ko sem jaz bil gor, je že umrl. Ne. Samo ko sem vprašal, kdaj je pa umrl, ta vaš zadnji Dehner, so rekli med 50 in 55 letu. Sem rekel, kako? 5 let. Ja, zato, da ne boš mogel ugotoviti, kdo je umrl v teh letih, boš težko ugotovil, kdo je bil Dehner. Ne. Oni so 5 let, so rekli, od 50 do 55 let je umrl. Ne. Kdaj je točno umrl, nisem zvedel nikoli. So pa oni tega Dehnerja, oziroma vedno so oni Dehnerja ščitili, da ne bi prišel namerno do tega človeka. Ne. Recimo, ko je on bil bolan, to je bilo pod Italijo, je imel probleme z želodcem in pa z dihali. Ne. In so rekli, ti moraš iti zdravniku. Ne. Potem on je rekel, seveda bi mogel zdravniku. Ne. Samo je rekel, tisti, ki so bili 3 zapriseženi, on je bil vedno 3 zaprisežene, ki so ga varovali, ki so tudi mu pomagali pri delu. So rekli, veš kaj, bo šel eden od naših zdravnikov, ti povedi točno, kakšne probleme imaš, je povedal vse in je šel eden v kanal zdravniku in je povedal, kaj ima in mu je povedal, tako hrano boš zdaj imati, ta zdravila boš imel in ko boš tu se dal skozi, boš prišel povedati, kako je. In on je prišel domov in je Dehner je povedal, kaj je, mu je dal zdravila in on je potem tiste zdravila jemal in po tistih zdravilih je bilo nekoliko boljši, tudi zato, ker ni jedel tiste hrane, ko je jedel običajno. No, in potem je šel spet zdravniku in rekel, ja, veste, zdaj sem dober, je kar vredno. Rekel, dobro, ko bo slabš, prideš nazaj. To se vidi, da oni so ga ščitili na vseh koncih, da ti do Dehnarja nisi mogel priti. Niti, a je sam, a je poročen, odkot je doma, s kjere hiše, nič. Oni so to tako striktno se držali, da jaz nisem zvedel nikoli ničesar. Edino sumemo, da bi lahko bila ena hiša, ki je predvsej gor visoko v Koloretu, ki je zdaj v Ruševinah, se reče Petršče. Tam zraven je bil tudi en zdravilc, Brezar. In ta Brezar je dostikrat govoril o Dehnerju in zdaj so začeli sumiti, kaj pa če ni bil od Petršča tale Dehner, ampak to so samo ugibanja. V bistvu kaj več od tega človeka nismo ugotovili. Je pa imel, Dehner ni bil izvoljen, ampak je bil imenovan. Vsak Dehner, ko je nastopil svojo službo, je zbral med mladimi fanti 3 najbolj bistre fante, ki jih je prijel v roke in so hodili k njemu, kadar so imeli čas, da jih je naučil brati, da jih je naučil računati in jih je učil, kakšen Dehner mora biti. In potem, ko je videl, kjer je ta boljši od teh, je potem rekel, ti boš moj naslednik, ko bom jaz umrl. No in ta Dehner zadnji je v resnici zbral enega fanta, ki je rekel, ko bom jaz umrl, da boš ti nasledil. Ampak pod Italijo, ko je začela vojna v Messini, je bil on poklican kot mladenič v vojsko in je opravil tole 6 mesecev usposabljena nekje v sredini Italije, potem je bil poslan v Abesinijo. No in iz Abesinije je prišla k Dehnerju samo ena razglednica, da je prišel dol, da je pač vojna, tako ne, in od takrat naprej se on ni oglasil. In ta Dehner je vztrajal, ker so rekli, pa dajmo imenovati enega drugega, če ta fant se ne oglasi. Ne, on je po končani vojni bo sigurno prišel nazaj. In potem je bilo konc vojne, so prihajali ljudje še
iz ujetništva ameriškega pa angleškega, so prišli domov, to je bilo tam enkrat po 46 leta. Spraševali so jih, če so kaj slišali o tem fantu, noben ni nič vedel. In oni so potem pritiskali na Dehlerja, da ne pač imenuje, če bo on mrl, kdo bo. Ja, je rekel, jaz danes ne morem nobenega imenovati, ker bi mogli jeti skozi mojo šolo, jaz se držim navodil, kot so jih drugi, in tako je on umrl, brez da bi imel naslednika. Ampak Janez Strgar, ki je bil dober prijatelj Dehlerja, ko je bil ta človek bolan, mu je večkrat rekel, Janez, lepo te prosim, ko bom jaz umrl, prim te fante v roke, ker če ne se bojo razbežali kot vrabci. Ker so bili ti stari ljudje, so pravzaprav rabili na roko, ne? In Janez je bil bister, neverjetno bister človek, tudi načitan je bral in tako naprej. In on jim je potem res pomagal, kada so kaj rabili, pa jih je tudi, da je tudi okregal, ker so bili pijani in tako naprej in so kakšno neumnost naredili. Ampak, ko je Janez umrl, so se res ti fantje razbežali. To so se potem bile skupince, eni so kartali, eni so jedli, so imeli neke gostije, so delali zvečer po zimi in so se razbežali, tako ni bilo več tega jedra. Tako da potem, kar jaz se spomnim, jaz, ko sem vsebi opravil pogovore, mi je ostal samo še Jerin, ki je bil pa res, tudi on zelo bister, je tudi veliko vedel o zdravilstvu. No, in on, ki je ugotovil leta 80, da nima s temi fanti kaj početi, da so pač izgubljeni pač v tem prostoru, se je odločil, da bo šel prijatelj, ki je dobil iz Tolminskega in je živel na obali. No, in tako leta 80 so ga peljali na vlak na most na Soči in je šel potem dol na obalo. In jaz sem samo enkrat vprašal tega fanta iz Tolmina, če mi lahko pove, kje je Jerin, je rekel, da on ne sme povedati, ker je obljubil, da bo napovedal. Je pa rekel, da se ima dobro na morju in tako da potem nisem tudi o tem človeku ničesar izvedel več. Če tole ni bila prepričljiva najava 2 novih knjig? Jaz bi rada še vprašala, a je tale vaša razstava še vedno v Sežani? Ne, zdaj v Novi Gorici in zdaj se bo postavlja, ker jaz sem imel, vse predmeti so bili vezani na zgodbo, ne. In jaz sem imel doma veliko predmetov, nisem imel pa zgodbe, ker sem jih založil. In oziroma lani 6. decembra, ko sem bil na podstrešju, ko sem premetaval kaj še gor, so bili eni lonci in v enem loncu je bila mapa. In jaz sem mapo potegnil ven in sem pogledal in je bilo noter 26 pripovedi. In potem jaz vem, da jih nisem tam pustil, po mojem sem, ko sem gor bil, sem založil rokom pozabil, ker takrat nisem jaz razmišljal o nobeni razstavi, o nobeni knjigi. In jaz sem tam pozabil tisto in potem smo zdaj vse te predmete zbrali, smo jih fotografirali, jih je, mislim, če vzamemo, da je tisto recimo varovalo, ki ima 3 kamne, ne, jaz sem tam štel kot 3 predmete, jih je preko 100 od teh predmetov. Ne. Zdaj bomo povzeli par vprašanj čisto od zadaj, ker so neke roke, ki se tako lahko dvigujejo, tukaj imate pa prednost. Bile so ene ročice tam od zadaj, tako bolj. Jaz sem hotela vprašati to, a to so bili vedno samo fanti zraven, ali so pa kdaj tudi kakšne punce v teh zgodbah? Ja, če so bili samo fanti, ali so bili kakšne ženske? Jaz moram še enkrat poudariti, ta vera ni bila moška vera, to je bila družinska vera, ne? To so bili družine, samo jaz nobene družine nisem poznal, ne? Ko sem jaz bil gor, so tiste, ki so bile nekoč staroverke, so se odrekli, da bi one karkoli rekli o tem, ne? One so rekli, vse so strici, ki vejo več kot mi. Takrat so bile družine staroverske, ne? Sem povedal že, da je bilo takrat pred vojno je bilo 100 družin na tistem prostoru, ne? Samo to je bilo, to so bile Liške ravne, to je bilo Kambreško, Vončarski ruti in tako naprej, to je en kompleks, kar precej velik, ne, ki meji na Beničijo, ne. O Beničiji pa jaz nisem se hotel ukvarjati zato, ker takrat je bila ta meja zelo varovana, ne. Jaz sem sicer imel potrdilo od spomniške varstva, da lahko grem tudi v 100-metrski pas, ne. Samo, ko sem šel v 100-metrski pas, so bili skoraj vedno tile vojaki, ne. Tako da jaz se tam niti
nisem se hotel izpostavljati, ker potem bi rekli, pa kaj ti sprašuješ te ljudi, ne. Tako da jaz sem delal tiste staroverci, ki so bili proti Soški dolini, ne. Razen, če je prišel kakšen iz unega konca, sem ga vprašal, drugače pa tam nisem hodil, ne. Tako da takrat je bilo malo tvegano, recimo jaz sem bil samo enkrat na Sokanskem mostu, ne, in so mi rekli, da na Sokanskem mostu je en nemški bunker, ne. Je bil še cel, ne. In jaz sem šel na Sokanski most in sem fotografiral. In takrat vidim gor na Sabotinu kričijo, eni laupajo dol, in so bili trije vojaki. Ne, so prileteli dol, me zagrabili, da kaj delam, vse kot da fotografiram. Ja, pa kaj fotografiraš? Rekel, bunker nemški. Ja, zakaj? Potem sem mu pokazal tisto dovoljenje, sta ga gledala z obeh strani in so rekli, pejt, in sem šel po železnici, so me peljali eden sprednji, eden zadnji in sem mogel iti na Karavlo. In potem so zbudili vodnika, je priletel vrnil v srajci, je spal, je bilo 1 ura, toplo bilo. In potem je rekel, počakaj, in potem si je oblekel, je prišel ven in je rekel, kaj delaš, to sem povedal. Se rekel, lete, če pokličete vojni odsek, tam je mož, ki me pozna in on vam bo povedal, kaj jaz delam. In so telefonirali in mi je povedal, in so rekli, da me bojo vzeli iz aparata film. Pa sem rekel, če vzamete mi film, mi uničite posnetke. Ja, kaj je to? Pa šel pa še enkrat slikati. Pa sem rekel, pa zakaj? Pa pejte pogled bunker, jaz sem samo bunker fotografiral in nič drugega. In potem sem prepričal vodnika, da me ni vzel filma ven. Tako je bilo takrat. Tako da ob meji hoditi takrat ni bilo prav lepo. Mogoče še en bonus je za zadaj, še ena roka je bila prej. Kaj bomo šli spet nazaj v prvo vrsto tukaj? Ja, jaz sem vprašal, ja, vendarle iz teh pripovedi, vendarle ni bilo neke povezave na druge območja, res se zgleda, kot da so samo gravitirali proti Baški grapi pa Bohinjo, medtem ko na Benečijo pa vendarle ta Livške ravne pa Livek, to je dejansko... Ja, jaz v Benečiji nisem hodil, veste, ker mi smo dobili enkrat dovoljenje od superintendence iz Trsta, da lahko gremo, nas je zanimala arhitektura, ne. Takrat sem šel jaz, je šel dr. Sedej in pa še en arhitekt. Smo šla v Benečijo, smo imeli tiste papirje, da lahko hodimo, da lahko tudi fotografiramo, je pisalo, ne. Ampak, kadarkoli smo se pojavili v katerikoli vasi, je za nami prišel en kombi z lestvami in oznako, da je električari. Kadarkoli smo šli, je tisti kombi bil zdraven, ne. Tako da, in je bilo še to, da nisi mogel pogledati v avto, ker so bile zatemnjena stekla, tako da sploh ne vem, kdo je bil noter, nič ne vem. Jaz samo vem, da tisti kombi je vedno prišel za nami, in se tam ustavil in je bil dokler smo bili tam in bil tako, smo šli naprej in so spet šli za nami iz tisti kombije. No in ko smo prišli na Matajur, to je vas Matajur, so bile ene stare ženske, tam so sedele in potem sedeje šokje, pozdravil in je rekel, a znate kaj slovensko? Jo, in začel se pogovarjati z njimi in ta arhitekt se tam sedel in je bil žen, sem mu dal nekaj zapit, jaz sem prišel kot vedno prvo na pokopališče. Jaz, kamar sem prišel v vas, vedno sem šel na pokopališče. Me je zanimalo imena in primki, in sem šel, kje sem ugotovil, da so slovenska imena, ne. In ko sem prišel nazaj, sem rekel, Johnny, smo pravili Janezov, Johnny, ma se na tem pokopališču so sami Slovenci, ko so ženske slišali to. Io sono italijana, italijanissima, je kričala tista ženska. In smo mogli jeti, ne, smo mogli pobrati in jeti, ne. Ker tudi Benečani so bili v strahu, oni so imeli skozi vojaki, ki tam je bil Atlantski pakt, je imel tam bunkerje, so bili tudi zamaskirani tanki tam, ne, so bile tudi rakete tam in potem, ko smo prišli v Komarit, ko smo šli tankat bencin, je bil pisatelj Pavle Zidar in smo mu pravili, ki smo rekli, ma vi ste nori. Ves bo je en kamion bo prišel, vas bo poriral v grapo in boste končali tako, je rekel, pa kaj se vi mislite, tle je meja, ki ni samo italijanska, je tudi od NATO pakta. In potem smo šli, ne. Ja. Zdaj pa ste vi na vrsti, a ste opazili, da ne vprašamo za vaše imena pa primke? Ste opazili, da ne vprašamo za vaše imena primke pa primke? To je nalaž, kdo želi se lahko predstaviti?
Jaz bi rada en izlet organizirala po teh krajih, pa me zanima, na koga se lahko obrnem. Tako za eno manjšo družbo, prijateljev, restauratorjev. Ja, jaz mislim, da recimo kjer so te informacijske točke turistične, da tam vejo. Ne? Tudi eni, recimo v Tolminu imajo celo enega vodiča, kako da recimo, to je Joško Munik. On organizira te stvari in hodi. Ne? Tako da tam boste dobili sigurno. V tej knjigi je pa tudi zemljevid tako zapisano zelo podrobno. Ne? Jaz bi sam še vsem tem odgovoril na to vprašanje o puncah, zakaj jih ni toliko noter. Torej, kot ste slišali, en odgovor je tak, da pač na tem desnem bregu Soče so enostavno ostali samo še fantje. To je bilo eno dejstvo. Drugo, to ne pomeni seveda, da žensk ni bilo, ali pa da morda niso nekje druge. To je eno. Ampak drugo je tudi to, da tu odloča tudi spol tistega, ki sprašuje. To se pravi, moški pač moškemu zaupajo, recimo moške skrivnosti, ženske pa ženski. Skratka, če bi bil Pavla, bi morda pa vendarle spoznal tudi nekoga iz ženske plati državljanov, pa bi vedel tam še kaj drugega. Ampak v filmu je javno recimo tudi sprašval te domačinke in nič niso hotele povedati. Saj po filmu se lepo vidi. A lahko na glas poveste, da ste imeli repliko? Ne, se pravi, če bi bil Pavla, bi bilo drugače. Verjetno, ne. Torej, iščejo se Pavle. Lahko staroselsko razširjena tudi v Baški grapi? Ja. Kaj pa tiste nemške družine, so to prevzele v poznejših letih ali tako da s tem? Lahko še enkrat na glas ponovite, prosim. Zanima me, če je bilo staroverstvo razširjeno tudi v Baški grapi. Je gospod rekel, da je bilo, potem me pa zanima, ker so bile na to območje v dosti veliki meri ali pa v dosti velikem številu tudi nemške družine naseljene tam v 13. stoletju. No ja, so predstavili. Ali so tudi te prevzemali staroverstvo? Jaz sem iz Baške grape izvedel zelo malo, se je tudi vse knjigi napisano, ampak je zelo malo, zato ker je bil eden iz Baške grape, ki je bil železničar. On je bil staroverc in je živel pa na mostu na Soči. In jaz sem z njim kontaktiral, ker on je vedel. Jaz Baško grapo sem šel, ampak nisem nič zvedel. Jaz sem nekaj vprašal, ampak nisem. On je pa poznal ljudi in sem od njega nekaj izvedel in pa k njemu so prihajali prijatelji, ki so mi tudi povedali, ampak to je bilo zelo malo. Isto je bilo na Cerkljanskem, tam pod tem hribom, ko se priča, pa največji. Pod Poreznem, tam sem tudi zvedel nekaj, ampak se pravi, da to ni toliko, kot sem zvedel pri Janezu Strgarju. Tudi nekaj sem zvedel dole v Čičariji, ampak tudi spet zelo malo, tako da tam nisem poznal nobenega, da bi mi zaupal, zato to so bili taki drobci, jaz bi mogel tam poznati ljudi, ki bi me zaupali, da bi spregovorili, ker ponavadi so rekli, ste prišli prepozno, to bi mogel priti 50 let prej, danes ne vemo nič. S tem so se izgovorili, da pač oni danes ne vejo, ampak kot so mi pravili pa o maskah, tam so bili pa bolj, recimo za maske sem pa zvedel mrskaj, ker če so vedeli o maskah starih, so vedeli tudi o staroverstvu. Ampak tako da brez enega človeka, ki ti je zaupal, si zelo težko prišel do drugega človeka, zelo težko. Zdaj, če dam še dodatno pojasnilo, namreč to staroverstvo seveda ni omejeno na slovansko prebivalstvo. To je bilo marsikje po Evropi, verjetno pri Laponcih je to zanesljivo še popolnoma živo. Skratka, tudi imamo, neko bi rekel, posredna pričevanja, recimo za Švico, kjer je sistem cerkva se seveda zelo zavestno je usedel na starejša sveta mesta in to sistem, ki je nastajal še tam do recimo 11. stoletja, pa seveda tam Slovanov ni bilo, ampak velja tudi za katerikoli drug del Evrope, bi pogledali, bi prišli do iste ugotovitve. Skratka, to ni nekaj, kar bi imelo kakršenkoli
etnični predznak v sodobnem pomenu. Zdaj imamo dve vprašanji iz bokov dvorane, eno iz leve in eno iz desne, tako da najprej leva. Pravzaprav se mi serijo vprašanj pojavlja, pa vendar res je, eno so zdaj dokaj natančni, pa recimo zanimivi podatki, ki so se zbirali skozi desetletja in dobivamo tak morda nekoliko bolj natančen pogled, predvsem iz Posočja. Mene pa zanima, kako je pa z drugimi deli, recimo na Slovenskem, oziroma tudi po Evropi, zdaj do kakšne mere lahko rečemo, je bilo tam staroverstvo, ali ste dobili kakve posredne ali pa neposredne podatke o tem, da je tam mora biti celo nekje še ohranjeno. In pa, če ja, potem za kakšne različice bi to lahko šlo, ker verjetno ne gre tu za neko takšno, bomo rekli, centralno vodeno ali kakorkoli centralno nekako vodeno verovanje, ampak gre za neke regionalne različice, ki so bile adaptirane v neko okolje. Jaz sem na to v bistvu zdaj že odgovoril, to, kar se da, kar se ve, ne, to sem že povedal. Ne. In v resnici eno tako pričevanje z prve roke pač poznamo, v resnici samo iz Posočja, ne, ampak, ko bi rekel, po vseh teh indicih, ne, se da sklepati seveda, da je bilo to tudi drugod. Povedal sem, da to pač obstaja povsem odprto, še vedno v Makedoniji obstaja, mislim, to, kar jaz vem, prosim, tega je zanesljivo mnogo več, moje znanje je zelo majhno, ne, da to obstaja v Ukrajini in zanesljivo obstaja še marsikje. Je pa seveda, gre za nešteto lokalnih različic, ne, ki imajo, bi rekel, neke skupne korenine, ki so skupne tam v daljnem paleolitiku, ne, ampak seveda v današnji pojavni obliki so pa med sabo, vsaj tako bi rekel, navidezno na ravni imen konkretnih, tako bi rekel, drobnih tehničnih rešitev gotovo tudi zelo različne, ne, ampak v svoji bistveni vsebini seveda je pa še vedno posod bolj ali manj ista. Ni pa bilo to nekje, bi rekel, pisno kanonizirano, ne, tam v nekih spisih, ne, s paragrafi in tako naprej, da to mora tako biti, to pa seveda nikoli ni bilo. Ja, jaz bi opozoril na eno knjigo. V Benečiji je en znanstvenik iz arhivskih virov zbrskal te procese proti čarovnicam, ne, ki zajemajo tudi Slovenke z našega konca. Ne. To je taka sicer drobna knjiga, ampak z veliko podatki, z imeni in tako. In tam se vidi, da so bile te čarovnice v glavnem, ki so se ukvarjale z zelišči, ne, in so jih potem obsodili, da so bile povezane s hudičem in tako naprej, in se potem so jih zažgali. Ampak to je dokumentirano, to je v arhivu v Čedadu in ta knjiga je zanimiva zato, če bi se eden poglobil, bi sigurno našel, dam tudi imena naših žensk, ki so bile na tem območju, da so bile Benečanke in tudi Slovenke. Ne. Bomo najprej vzeli repliko, pa vas, prosim. Naravno to je zdaj še drugo vprašanje, ker ta teza, ko smo prej slišali glede teh kmečkih oborov, da bi naj se to nekako uprlo na neko mrežo starovercev ali nekaj podobnega, pravzaprav se je tu meni porodilo vprašanje, se je zagotovo tem ljudem sosodili. Vemo, kako so te sodbe potekale, morali so biti zapisniki zraven v izjavah teh ljudi, ki so jih mučili ali kakorkoli zasliševali. Zanima me pa zdaj, če bi naredili analizo tega, bi verjetno prišli do nekih podatkov, oziroma mora biti celo kaj takšnega že obstaja, oziroma vi to poznate. Kako je s tem? Torej, jaz take analize ne poznam in tudi dvomim, da je kdorkoli naredil, ker se ni postavil tega raziskovalnega vprašanja in to je to, kar dajem jaz zdaj zaslugo tudi tej knjigi. Ne. S pomočjo te knjige bomo lahko si postavili prava raziskovalna vprašanja, ki nam bojo potem tudi dala odgovore na ta vprašanja. Ne. Ker začetek vsake raziskave je dobro zastavljeno raziskovalno vprašanje. To je raziskovalno vprašanje, ki ga je pa treba še raziskati. Ko smo mnogi pregovorili, zato ker meni namreč mi zelo radi rečemo, ja, pa ti naši upori, pa to, ampak ti upori so se dogajali dejansko v tem času po celi Evropi, ne, to ni bilo vezano samo na to danes, da naše slovensko ozemlje. In zato se mi je zdelo, kaj pa zdaj, kako pa drugod po Evropi potem, če ta teza drži, da so dejansko obstajali neka omrežja starovercev,
potem moramo nekje naleteti na neke vire, kako so bili organizirani, kako so komunicirani. No, zdaj recimo, da dam eno samo zelo močno primerjavo. So ljudje, ki trdijo, mislim, po njihovem prepričanju, da recimo Drageta, mafija in tako naprej, so pač v bistvu organizacije, ki so tega izvora, ki pa seveda so šle v popolnoma napačno smer. Ampak vsa logistika je podedovana, mislim, živa in deluje. Zdaj seveda v tem smislu, recimo naših starovercev, seveda nikoli niso šli v tako zločinsko smer, ampak neke, ko bi rekel, usporedne družbe po svetu delujejo, to vsi vemo, samo s tem se pač, dobro, eni ukvarjajo bolj, drugi pa manj, ene so pa čisto nevidne. Obstajajo pa. No, zdaj bomo vzeli kolega na desnem, na koncu potem pa druga vrsta Mira. Kaj prosim? Ni je večkrat omenjena to, ko so imeli obrede z določenimi kamni, da eni so imeli tretjo moč, eni pa peto moč. Me zanima, ali je to tudi kaj bolj definirano in koliko, če se kaj vedelo o tem kaj več. Ja, teh tretji, peti moči je zelo težko, ker jaz vem, da sem pri enemu rekel, veš, to je tretja moč, sem šel v drugemu in rekel, ne, to je peta moč. Sem rekel, pa kakšna razlika? Ja, velika razlika je. Druga moč je manjša od tretja in tako naprej, brka greš gor. Tako da jaz kaj več od tega nisem izvedel, ker oni niso bili nikoli pripravljeni, da bi se to, da bi ta debata bila tako, da bi se pogovarjali. Oni so povedali svoje in je bilo končano. Oni niso se hoteli spustiti na eno tako področje, ker bi jih lahko kaj ulovil. Oni so bili zelo striktni. Ti si porešč, boš zadovoljen, da ti sploh kaj povemo, sicer si zdaj že pol naš, ampak od tle naprej pa ne. Tako da tam se ni dalo kaj več. Jaz sem se bal najbolj, meni so rekli, ta Jarin je bil zelo nabit tudi z energijo in pa tudi informacije imel zelo veliko. In so mi rekli, Pavle, ne vpraši ga, koliko je star, ne vpraši ga, kako se piše, ne vpraši ga, kje živi. Ker če boš to vprašal, bo končal. In jaz skozi, ko sem ga do 80, od 65 do 1980 spremljal, nikoli ga nisem vprašal te 3 informacije. On je rekel, jaz sem Jarin in s tem je bilo končano. In mi dva sva zelo dobro komunicirala, ker jaz nisem se vtikal v njegovo življenje, jaz nisem vprašal, si poročena, imaš otroke, ali imaš hišo, ali imaš, tega nisem vprašal. Jaz sem se koncentriral na te zgodbe staroverske in on je mi veliko povedal, tudi prinesel veliko predmetov, zrihtel recimo predmete iz tega mrzlega potoka, ki je bilo svetišče na Tolminskem, mi je prinesel ene stvari, ki jih drugače ne bi nikoli dobil. Tako da jaz sem bil hvaležen za vsako stvar, ki mi je povedal, zato sem ga pustil v primeru. Kar je povedal, jaz sem vprašanj o njegovi osebnosti nisem se dotaknil. Eno bi imel samo še eno vprašanje, geografsko. Večkrat tečem, sem doma iz Reč pri Novi Gorici in večkrat tečem na hrib, ki je vzhodno od Trstenja in se imenuje Kakšnik. In na začetku sem vedno mislil, da je to verjetno, da so opazili ljudje več Kakštam, ampak po prebrani vaši knjigi se mi je pa zdelo, da Kakšnik ima precej nek drug pomen lahko. Ja, recimo škof, bivši škof koprski, on je v hiši, ki se reče Prkačarju. In potem so ga vprašali domačini, škof, pa zakaj se reče pri vas Prkačarju? Zato, ker imamo cesto tako zavito. Zdaj imamo pa drugo vrsto, najprej desno, potem pa tukaj. Lahko se predstavite, če želite, ne vprašamo vas po datumu rojstva, ne pa ostalim izvoliščem. Jaz te moram govoriti in takrat, zato mi govorite, da se sam predstavim na to stran, ko se že nekaj časa poskušam oglasiti. Rada bi povedala to, da je Pavletovo delo silno pomembno in da je velik izziv raziskovalcem, še posebej v raznih timskih interdisciplinarnih delih, kajti ta trenutek, da se razodane neko izučilo, predvojno izučilo, ki ga je imel čast Pavle Medvešček zbirati, je tudi velika priložnost in dolžnost, ki jo je lepo upravil. Jaz sem sicer povojna etnologinja, ampak
sem tudi ugotovila, da je preoska in sem leta 1999 iz te uradne etnologije izstopila in sem začela raziskovati po drugih kulturah, zato da bi razumela svojo kulturo. In moram povedati, da sem marsikje naletela v drugih kulturah, sem naletela na podobne prisege, kakršno je moral dati, tudi Pavle in tudi jaz sem mogla dati. Sredi džungljev mehiški šaman v Pančev, da pač določenih stvari ne bom nikoli povedala, ker se tičajo samo področja, kjer so se določene stvari dogajale. Krive za te prisege so bile v glavnem resnično krščanska inkvizicija. Recimo primer Havajci imajo še vedno pod smrtno kaznijo, ki ni bila nikoli umaknjena, če se kdorkoli ukvarja s svojim izročilom. In so še vedno, podobno kot Strgarje, Raj, kdorkoli, še vedno v ilegali in sicer lahko pride z njimi v stik samo na ta način, da so zveniš z njimi. Ko sem se umaknila iz znanosti, sem se šla raziskovati duhovne sfere in zdravilske sfere, zato da ne bi več govorila teoretično, ampak zato da bi lahko sodelovala in bila kot se reče, v teh obredih in izčrpala iz izkustva, ker se mi zdi pomembno, da v znanosti moraš, potrebuješ izkustvo, drugače ne veš, o čem govoriš. Oziroma govoriš o predmetih. In to, kar je zdaj Pavle o teh knjigah izpisal, je zelo pomembna stvar, ker kaže na nekaj, kar je podobno tudi v drugih kulturah in lahko sledimo. Indoevropsko, starovedsko, med sibirske šamane, v staro Grčijo, v Egipt, celo med Indijance, Havajce, skratka v staroveško filozofijo, ki se je ohranila do danes in jo katoliška cerkev ni mogla izničiti. Zelo preprosto. Medtem ko same te udari proti tem ljudem, ki so se ukvarjali z zdravljenjem, ki so se ukvarjali z duhovnostjo, so bile tako grozljive in tako striktne, da recimo sibirski šamani so mi predvali, ker so bili tudi v socializmu, podobno kot mi, doživljali so tako strahovito pogrome, da kdor se je ukvarjal s starimi zdravilskimi praksami, se ga niso smeli pohopati v zemljo. Ker zemlja, kao, po socialistični logiki ne bi prenesla nekaj takega, povsem drugačnega, povsem različnega, s tem, da pa ugotavljam in sem neizmerno hvaležna, da sem imela to možnost hoditi med drugimi kulturami, da bi razumela svojo, sem pravzaprav ugotovila, da je ta staroverstvo silno pacifistično, ekološko usmerjeno, da ima svojo vsebino oblikovanja, razumevanja vseh življenjskih oblik kot enakovrednih. Kamen je enakovreden kot človek, drugo rastlina, karkoli. In ta širjenje in ta širitev, ne samo iz krone stvarstva, kar je človek bil, kar ne verjamem, nekaj slučajno, ampak je precej padel na svoji tej lestvici, so širili to zavedanje in sočutje in ljubeznivost vse oblike. In to dokazuje med drugim tudi ta knjiga. In če pogledamo vse te premise, govorijo s simboliko, ki je skrita in upam, da se bo v prihodnjih letih to simboliko dalo pokazati, izkazati, dokazati, kajti čisto vse stvari skoraj, ki so zapisane v tej knjigi, se dajo tudi dokazati z elementi iz drugih kultur, staroveških, ki so se ohranile do danes. In jaz verjamem, da se bo to nekoč to toliko zgodilo, da bomo začeli razumevati tudi svojo staro kulturo, ki nima veze s tem, kar nas danes učijo, in da bo tudi kača enkrat razumela, kar ne gre samo za kače, ampak gre za mnogo bolj skrito simboliko in da v ta povezanost teh staroverskih svetov pravzaprav to so povezane stare kulture po mojem, izražam pa svoje mišljenje, staroverske kulture, ki govorijo o popolnoma drugačnem pogledu na svet. Kje smo, vemo vsi, zaradi tega, kar živimo danes in kar nam je bilo vsiljeno na nek način, tudi če niste nikoli prestopili vrat cerkva. Nekako živimo v neki filozofiji, ki je sprta, ki je agresivna, medtem ko te staroverske kulture imajo za nas zelo pomembno
sporočilo, kar je tudi bistvo in zahvala Pavletu, da se je to ohranilo. In sicer miroljubnost razumevanja, sočutje in ljubeznivost vseh življenjskih oblik. Zakaj drugi tudi takoj po vojni etnologi recimo niso mogli priti do določenih zadev? Konec koncev Pavle ponovadi zamolči, da se je po teh predeljih preganjal z motorjem, jaz pa s konjem. V glavnem to je šlo za gor visoko v Saminah, kamor ni bilo dostopa, tam so se ohranile kulture stare, kamor tudi inkvizicija pogosto ni mogla seči. Zato so ostale in na teh obrobih so se ohranili ti obrobci. Ja, beseda izkustvo, ne, Pavle, mogoče ti večkrat rečeš, ne, stara vera je bila položena v zipko, ne, se pravi to neposredno izkustvo, v katerem govori, je neprekinjeno, ne, tle smo si vini. Samo danes je pač verjetno prekinjeno, ne. Jaz ne poznam recimo nobenega stanoverstva, da bi rekel, da je še živ, čeprav vem, da so eni so, ampak se skrivajo, nočejo se izpostaviti, da to so mlajši ljudje, imajo družine in tako, in vem pa zato, ker mi pravijo eni, da srečujejo veliko krat iste ljudi, ki hodijo v Babjo jamo, ki hodijo na določene točke, kjer so bili staroverci, so imeli na darovanju v tistih predeljih, da hodijo, ampak se pravi, jaz teh ljudi ne poznam, nisem edino, kar slišam, drugače pa, da bi jaz poznal kakšnega staroverstva, danes ga ne poznam. Še doktor Preželjski ima... Čisto samo nekaj informacij, ki bi moral dati uvodoma, pa sem uvodoma na to pozabil in se upravičujem. V sklopu današnje prireditve je knjigarna Azil odprta do 22. ure in tam lahko kupite v sklopu današnje prireditve knjigo z 20% popustom v Biželu, zdaj možnost. Je še debela ura, tako da. Druga vrsta tukaj še, potem pa pridemo k vam nazaj. Jaz bi nekako rekel še dve zadevi. Glede, upam, da znanost ne bo naredila tudi tokrat neke napake in že a priori na nek način odpisala neko povezavo posoškega stanovirstva z slovensko etničnostjo. Kajti, gledajte, vse kot je rekla gospa Omerzel, seveda svet je samo eden. Svet, bi rekel, fizični svet in tudi duhovni svet je samo eden. In seveda so bile stare kulture si nujno zelo podobne. Ampak vendarle je vse skupaj, vsi ti principi, tako duhovnega kot fizičnega sveta, so se nekako prekvasili in predelali skozi neko specifičnost, skozi neko določeno etničnost in tako so nastale neke posebne duhovne kulture. In jaz mislim, da smo tukaj Slovenci, da nam je Pavle na nek način odkril in razkril en delček naše pristne, avtentične, slovenske, stare kulture. Da to posoško stanovirstvo nam to nekako dokazuje in razkriva. Zato me malce skrbijo takole in se bojim, da bo to šlo v to smer, da se bo v glavnem iskalo neke sporednice na tem koncu Evrope, na onem koncu sveta, da se bo pozornost preusmerila drugam, na mesto, da bi se tam iskalo in poglabljalo in odkrilo, kar je še za odkrit, ker se verjamem, da je mnogo tega še za odkrit. Ker tu je bilo tudi rečeno, da se recimo imena božanstev ne pojavljajo, edino nikar mana, da se pojavlja. Jaz sem Pavle odkril večkrat in Belina in tudi Kresnika, ki sta zelo, veliko tipični božanstvi našega prostora. Belin je sploh prisoten na zahodu Slovenije, Kobariško, Tolminsko in tudi na italijanski strani. Belin je tudi, imaš recimo za Arniko so govorili Belinova roža, Arniki. In so tudi Belinov beli potok, pa ne vem, Belinova skala, pa Belinov tron, to so stvari, ki so bile pri ljudeh še dobro zasidljene. Tiste besede, ki jih je gospa Skrt iz Goriškega muzeja na podelitvi Štrekleve nagrade rekla, so se mi zdele sijajne, da smo tu Slovenci preko svojo pomočjo odkrili prvič pravzaprav neko svojo avtentično duhovnost, vsaj en delček te naše avtentične duhovnosti.
In jaz upam, da bo šlo naše razmišljanje in naše raziskovanje v to smer. Hvala. Mene zanima, če bo knjiga tudi v druge jezike prevedena. Zdaj, jaz glede tega v imenu založnika seveda ne morem nič reči. Ne. To je seveda v prvi vrsti je to stvar vedno avtorja, ne, da dovoljenje za kaj takega, potem seveda morajo biti pa tudi možnosti za nekaj takega. Zdaj, to je ogromen tudi finančni podvig, to moram reči, ne. Tudi to knjigo založiti ni bilo enostavno. Ampak to je, se mi zdi, bolj tehnično vprašanje. Meni se zdi to predvsem en strahoten, pa ne samo prevajalski napor, tudi avtorski napor. Namreč ta knjiga, in to pa zdaj v povezavi s tem, kar ste vi rekli, ne, točno v trenutku, ko skušamo to prevesti, takrat vidimo, kako zelo slovensko je to. In koliko pojasnili, torej stotinam besed samo, je treba napisati zraven, da tisti, ki bo to bral, bo sploh razumel, kaj to notri je. Ne? Tako da to, mislim, jaz sicer upam, da bo, kaj ste nekdo nekoč naredil ta podvig, ampak to je podvig. Res si zelo predstavljam, da so te ljudje, ne, Slovenci, živeli tudi tle, ki je zdaj Avstrija, recimo Italija, Kanarska dolina, Zimska dolina, ne. Ja, se pravi, jaz takrat, ko sem to raziskoval, jaz nisem se hotel povezati z nobenim, jaz sem to držal za sebe, ker je zelo težko se z enim človeka povezati, ker sploh ne veš, kako je. Sigurno sem rekel. In tudi jaz nisem poznal nobenega mojega prijatelja, da bi ga to veselilo, da bi delal z mano, jaz ga nisem poznal. Ne. Jaz sem malo računal na dr. Sedeja, samo on je rekel, jaz v te vode ne grem, jaz se ukvarjam z arhitekturo, kmečko arhitekturo in tako naprej. On je bil celo likovni kritik tudi, ne, on je imel pravzaprav več teh količkov, ampak to je rekel, to njega ne zanima. Ne, tako. In pa rekel, da tu moraš imeti en odnos do tega, na te gradiva. S temi vprašanji se naša razprava preveša v tisto polje posledice knjige, ne. Samo eno pojasnilo na vaše in ja, imamo. Pojasnilo na vaše vprašanje in na vprašanje predhodnika o novih raziskavah. Mi smo pregledali, koliko se je v zadnjih letih tematsko v okviru evropske inštrumentov financiranja Evropske komisije raziskovalo tradicionalno predkrščansko vedovanje. Nič. Ni projekta, ki bi bil financiran strani framework programa raziskav do horizonta, do obzorja 2020, ga ni projekta, ki bi zaobjel predkrščansko dediščino. Na obzorju 2020 pa je razpisana naslednjo leto z rokom februar naslednje leto tema o verstvih, kamor bi lahko raziskava, ki bi vključevala izmenjavo prevodov, kjer bi se dalo financirati mogoče ne celoten, ampak fragmente določenih delov, odvisno tega, kako bi se raziskava usmerila. Skratka, informacija je za raziskovalce na tem področju interdisciplinarno se obdobje raziskav šele začenja. Praktično nič na evropski ravni ni bilo narejeno in Slovani seveda imajo tukaj zdaj z zadnjim valom širitve eno veliko participacijo tudi v budžetu in definitivno se morate odpreti. Zdaj pa še tukaj kolegica. Ja, jaz imam dve vprašanji. In sicer me najprej zanima, glede na vaše informacije, kdo bo zdaj nosilec tega izročila, ko ste povedali, da stvari so dosti nejasne, na kakšen način se zdaj lahko predvideva nadaljevanje tega izročila. Druga stvar me zanima, tele kačje glave kje so te kačje glave na ogled, oziroma koliko jih je? Ja, jaz bi kar o kačje glave povedal. Mi smo dobili, jaz sem dobil dve kačje glave. Potem moj kolega je dobil eno pa ima en domačin, ki mu je telefoniral iz Trsta, je tisto kačjo glavo vzel na enem vrhu, ki mu je stara oče, ko je živo v Trstu povedal, da kje je tista kačja glava. Ne? Ker za tisto kačjo glavo ni nobedno in to je en hrib nad Kalom, nad kanalom.
je tisti hrib. In on je šel gor in tisto kačjo glavo dobil, jo je vzel in jo nesel, da gre v Trst. Na poti na Banjško planoto se je premislil, je rekel, pa kaj bom jaz torej kam nadelal tam doma, in se je vrnil in je ob cesti, ko gre proti Lokovcu, je ob cesti je zid in tisti kamen pustil, to je bil en prometni znak in je iskal po telefonu, Lokovci in je enega dobil in ga je zavrtel in rekel, poslušajte, jaz sem Tržačan, jaz sem imel starega očeta, ki mi je povedal za to kačjo glavo, jaz sem jo vzel, ampak sem se premislil in sem jo pustil tle in tle. In potem se je oglasil, on je klical ime tistega, ki je bil v telefonskem imeniku, oglasil se je pa sin. In rekel, dobro, ko pride oče, bom povedal. Potem on, preden je očetu povedal, sta s prijateljem šla pogledati in sta tisto kačjo glavo dobila in on se je ni upal vzeti, ker ni vedel, pravzaprav je pustil tam in je šel domov in se je doma pogovarjal, kaj ćemo zdaj narediti. In je rekel, oče, ja, pa nes jo, ne. In jo imajo oni zdaj doma, to kačjo glavo. Je taka temna in je tudi fotografirana v knjigi Leto v Lunino senco. To so zdaj te kačje glave, potem so pa še ene manjše kačje glave, ki smo jih dobili, to so bile pa tam ob Breznu na Banjški planoti, to je 365 metrov globoko Brezno, ki je bila daritvena jama, to so hodili staroverci, so metali razne stvari v to jamo in tam zraven je bila ena skala, jaz sem prišel tiste skale, kot ena miza bila tako. In jaz sem pogledal dol proti temu Breznu in sem slišal, da ko sem ruknil spodnji, da se je nekaj prevrnilo. In potem sem pogledal in je bila ena odprtina in potem sem ugotovil, da ta skala ima naravno luknjo in sem spodnji začel listje pobirati in sem dobil eno kačjo glavo, mehno, in pa en tak žebelj. Potem jaz sem pustil in sem povedal prijatelju, arheologu, on je bil takrat študent Miha Mihelič. In potem smo šla gor in je on tam zmeril določil točko in potem tisto odprtino smo odkopala in smo dobila ene novce, ene kamenčke, pa eno manjšo kačjo glavo, pa precej predmetov, ampak on je to po plesteh je odprl, fotografiral, dokumentiral, zmeril in pobiral tiste stvari. In vse tiste predmete ima tale Mihelič, ni še objavil nič. In on misli, da je to moglo biti neko vedeževalsko, da je bilo vsi ti predmeti, da so bili vezani na neko vedeževanje. Tako da to ima on doma, ni pa še to objavil, pravi, da bo kmalu to delo objavljeno. Ja, zdaj to vaše vprašanje o nadaljevanju oziroma nosilcih izročila, ni mi čisto jasno, kaj mislite s temi nosilci? Ja, zdaj, če sem jaz dobro razumela, nekako ta ustna tradicija izginja, ne? Ja, ni še čisto mrtvo, sam zdaj izginja, zdaj pa ali bodo iskali nove nosilce te tradicije, ali bo to zdaj izvenelo, ali bo to samo... Vi to zdaj vprašujete o nosilcu nesnovne dediščine, v tem smislu. Ja, zdaj moramo se zavedati, da ta knjiga zapisuje nekaj, kar je bilo povedano pred 50 leti. Teh ljudi ni več. Teh izročil tam ni več. Skratka, to izročilo je v zapiskih Pavla Medveščka. Kaj se pa da še dobiti na terenu, in to je druga vprašanje, seveda je pa stvar pač terenskega dela. Tretje vprašanje pa to, ali bi bilo primerno, da se pač v posameznih krajih, kjer pa je ta mitična pokrajina še ohranjena, kjer so vse kolikor pač je, s svojimi svetimi kamni, drevesi, studenci in tako naprej. In so v tem še sicer zdaj zapisane zgodbe, ali se tam pač vzgojijo neki domačini, ki bi pa znali to nekomu, ki bi si to želel pač povedati v živo in ga voditi tam okrog in to potem tam razlagati. To seveda ni več tisto, ko bi rekel,
živo izročilo, ampak je neko oživljanje nečesa. Včasih se veš na taka stvar tudi posreči. Ja, jaz mislim, da nekaj bi lahko na tem področju naredilo društvo starovercev, ki je bilo ustanovljeno in je registrirano. Tam je veliko mladih ljudi, tudi izobraženih in tudi imajo ambicije, da bi tu stvari raziskovali. Tako da jaz mislim, da oni bi lahko eno stvar obdelali in tudi pojasnili. Samo jaz pravim, da to je stvar na teh mladih. Jaz mi zdi, da jaz kaj več tam ne bo mogel narediti. Ti si naredil prav. Ja, tam na sredini še. Ja, za Nadreška, ste mogoče dobili občutek, da te izraze, ko ste jih slišali staroverske, da so pristni izrazi, ki so se prenašali z roda v rok, ali bi bil lahko, kot je gospod rekel, da so v bistvu lahko kasneje dodani, pa da ne bi bili avtentični. Sprašujem, če si dobil vtis, da so izrazi, ko so uporabljeni, bili prenašani pristni ali so bili izdelani. Ja, vse izrazi, ki so napisani noter, so uporabljali staroverci. Jaz sem parkrat vprašal za domačine, pa niso vedeli. Tako da, tudi zanimivo je to, da pri starovercih niso med sabo komunicirali s pravimi imeni, ampak so imeli za vsakega drugo imene. Oni so imeli svoje imena, pa sem rekel, jaz Janez, pa kako da ti si Janez, pa imaš drugo ime, pa Tone Kapoviščar ima spet svoje ime. Je rekel, veš zakaj? Zato, ker pri nas je na stotine Tonetov, na stotine Jožetov in potem, če hočemo reči Jože z vrha, Jože dol z jame, Jože, to smo pa dali ta imena. To so oni razlagali. Zdaj, ne vem, je to res ali je bilo to kaj drugega. Ja, pojmi, se pravi, pojmi so vsi, ki so v tej knjigi, kar sem jaz zvedel, so bili znani pri starovercih, tudi recimo imaš gor v Doblarskem potoku, imaš kačno jamo, domačini se pravi pa babja jama. Zdaj, vsi staroverci so rekli kačna jama, in potem se rekli, zakaj kačna jama? Ta jama je bila zelo pomembna za staroverce. V tej kačni jami so se skrivali tudi ubežniki pri tem puntu tolminskemu in so jih domačini prihranjevali. Oni so imeli dol 7 takih loncev v tisti jami, so bili najdeni 7. Jaz imam 3 doma, ker tiste ostalih 4 so porabili domačini, ki so bili še dobri. Tako da oni so jim dajali hrano, dol so lahko kurili ogenj, ki je bila velika jama in ponavadi so se zadrževali samo na območju teh bolčanskih rutev, so pa upadali v Soško dolino in so napadali trgovce, kočije in so jim pobirali stvari, da so potem da so dali tem domačinam, da so bili tiho, da jih niso ovadili. Tako da oni so bili gor na varnem, zato ker jih niso nikoli izdali. Zdaj, kako je bilo pa s temi imeni, pa ne vem, so bile samo, da so jih med sabo uporabljali ali so jih tudi širša. Samo, kar jaz vem, širša okolica teh imen ni poznala. Tudi recimo vrhovi, oni so rekli, recimo vrh, so rekli, ne vem, da je bil gor eno drugo ime, kot je na karti. Pa sem rekel, pa kako to, da na karti ima drugo ime? Ja, nas nisto ne briga. Za nas je hrib, tako kot mi rečemo, nas ne briga, kaj piše na karti. Doktor Peterski je rekel prej, da je knjiga enciklopedična urejena, tudi enciklopedična po virih, po geografskih področjih. In tam, kjer se na več mestih pojavi neodvisno in se isti pojem za podobno reč, je moč zanesljivo sklepati, da gre za verodostojno poimenovanje. Jaz bi rada povedala še nekaj v zvezi s temi pojmi in konec koncev tudi še enkrat bi se vrnila na raziskovanje drugih izročil, zato ker, recimo, primer, mi smo že tako nekje usedeni v svojem načinu razmišljanja, da ne vidimo ven, dokler ne vidimo nečesa, ki je čist drugačno. Ko smo delali z arheologi, z Ivanom Turkom pa z Mitom Brodarjem o divjih babah,
sem se kregala s prevajalcem, ker so hoteli to znamenito zdaj piščal imenovati flauta. Sem rekla, oprostite, to ni flauta. Pa če se na glavo postavite, kaj flauta je nek pojem in nek termin. To ni. In ko sem raziskovala druge kulture in vnesla noter te primerjave, je prišlo do takih znanj, ki mi niso prišli na misel. Recimo, piščal se da igrati z nosom. Ne razumete? Pri nas nobeno ne pride na misel, da bi igral z nosom ali pa z ušesom. Tudi druge kulture to obvladajo. In te primerjave so zelo zanimive, ko vidite tudi, da zlasti tam, kjer uporabljajo podobno filozofijo življenja in se prenaša skozi stoletja neohranjena, kot recimo pri sibirskih ljudstih ali pa pri indoevropskih ljudstih in njihovih potomcih. In še ena stvar, ki je zelo zanimiva, ki pa se mi opazila tudi pri vsej zadevi, je pojmovanje stvari. Kako so lukali, po domače povedano. Nikrmana, ki pomeni življenjsko energijo, to so mi dali pa ovint, pa Havajci, kaj naredijo? Z eni besedi imate celo zgodbo, vsaka črka, vsak glas, vsak zvok nekaj pomeni. In ko to sestaviš besedo, dobiš vse. Če ti to pronikneš noter, ti vse jasno, ne sprašuješ več. Ampak, do tja moraš priti. S čem? Z intuicijo, telepatskim uvidom, z razširjenjem svoje duhovne spoznaje in potem pravzaprav lahko prepoznavaš. Do takrat je pa vedno odgovor, ja, razišči. In tako imate recimo čudovito besedo, enega modreca iz Havaja Popuje Okalani Kavla, kjer vsaka črka točno pove, kakšen je bil, kakšne so bile njegove sposobnosti, kaj je zmogel in zakaj je umrl. Vse. In kje je živel in kakšno kulturo je uporabljal. Isto vidim tudi v teh izrazih in pojmih in tudi v teh staroverskih zadevah, kjer besede od Nikrmana do Truja, do ne vem česa, pripoveduje zgodbo ljudi. Včasih se kregam s kolegi etnologi, ki hoče reči, da so 3 elementi. Niti slučajno niso 3 elementi, ampak so vsaj 4. Tukaj je ta kozmični križ, kjer imate različnosti povezano na eno, imate poleg vode, zemlje in ognja, imate kaj je tisto, kar nas dela žive, zrak, in potem je 5. element. 5. element je eter, je tista življenjska energija, nikrmana, iz katere vse izhaja. In ko to povežete skupaj, zgodba se sama izkazuje, da ti staroverci so prepoznavali tudi življenjsko energijo, ki jo danes dokazuje astrofizika, fizika, tukaj imamo tudi fizike noter v dvorani, lahko to potrdijo. Enostavno se da potrditi z raznih aspektov te sicer besede staroverske, kako silno občutljivi so bili naši davni predniki. In to je tisto čudovitost, po kateri bi se lahko zgledovali. Je mrtvo, z zadnjimi strici, to so pač te, ki so še ohranjeni, in z zadnjimi zdravilkami, ki so bile tudi opisane, nekaj tudi Pavle našel in imate tudi predmete v Goriškem muzeju. Tistimi zadnjimi, ki so govorili in potrjujejo to čudovito, jaz sicer ne maram tega izraza staroverstvo, meni je veliko ljubše starosvetno ali tisto, kar ni bilo našim prednikom svetu. In se držim tega izraza. Starosvetno je pravzaprav zelo široko, tisto, kar ima v dragoceno. In predvsem jim bo dragoceno čisto nekaj drugega, kot kar je nam danes. To, kar nam je, nas vodi do nekam, ne bom se tja pa stiščala in šla, ampak te zadeve, če je zdaj en trenutek, in se mi zdi zelo pomemben trenutek nekega preobrata. Preobrata, ko se lahko zavemo, da smo imeli čudovito kulturo. Preverjala sem jo močno, bila sem šokirana, ker še predtem je tudi knjiga išla, sem preverjala nekaj določene stvari skupaj s kolegi in sem gotovila, da imamo tako silno starosvetno kulturo, ki gre lahko v bok, ne v bok, ali celo preraste in je močnejša od egipčanske, vedske, ne vem, katere starogrške, samo mi imamo eno tako čudno hlapčevsko navado. Vse tujo nam je bližje, zato se strinjam, te primerjave samostojci nimajo veze, ampak da se naučimo nečesa, od drugih kultur pa tudi ne smemo prezreti. Zato tega, ker nas lahko marsikaj naučijo. Zlasti tam, kjer so te stvari ohranili. In če bi nekaj od tega prišlo nam blizu ali do živega, potem bi lahko tudi v naši kulturi nastal določen obrat. Obrat, da se obrnemo v bolj miroljubne vode,
in da sprejmemo vse življenjske oblike kot enakovredne. In ko sem se, bom povedala, da se enkrat tam nad Bohinjskimi planinami izgubila s konjem, sem rekla, ok, jaz ne vem, jaz ne vem, kje sem, in se naenkrat znajdem na eni planini, kjer je bila pastirica tam. In jaz se stopim iz konja in mi pokaže tiste svoje polške, ki jih je imela na oknskih policah. Pokaže mi, kako se lipa in lipec pogovarjata s senco. Jaz sem samo strmela, jaz sem imela takrat 30 let. Dobro, zdaj ne povem, koliko jih imam, ampak vseeno. Sem samo strmela, ko sem rekla, glej, to je čisto en drug svet. In potem mi pokazala, kako dela vodo. Tam je imela neko repo, pa redkico, pa neke simbole, tiste klobaste, značilne, ko se veje dve skupaj za žita. Vse te zadeve pravzaprav nekje v naši tradiciji sicer živijo, ampak etnologija še ni prišla tako daleč, da bi zavestila vsak posamezen predmet. Etnologi so pravili veliko dela, ker danes koncev tudi to, kar je bilo po drugi svetovni vojni, ni več. Z osamosvojitvijo je žal nastal strahoten res. In se je marsikaj od tega izgubilo, tako da imamo vsaj deloma popisano, zdaj pa čez vrednotenje. Vse tako mislim. Jaz bi še nekaj povedal o staroverstvu. Ko sem jaz vprašal, kako vi rečete vaši veri, rečemo naša vera. Beseda staroverstvo smo rekli, da mi te besede ne poznamo. Nas imenujejo sosedje. Mi imamo svojo vero in s tem je končano. Nobenega staroverstva nismo govorili o nikoli. Jaz sem vprašal vse, rečijo nam staroverci, ampak to je zelo blaga beseda, drugače nam rečijo pogani ali pa antikristi, pa ne vem kaj. Ampak če nam rečijo staroverstvo, je to blaga beseda. Tako da sebe so oni imenovali, to je naša vera, ne družbena. Mi živimo našo vero, ker ni napisana, jim nič ne molimo, ampak častimo določene predele narave, ki se nam zdi, da so pomembni za nas. Ferlin v verih je dal dobro definicijo v tvojem učevanju. Vera je končna, staroverje pa je večno kot narava, ki se neprestano obnavlja. A je v dvorani še kakšno vprašanje za avtorja? Tam je na koncu desno. Ljudje, ki hodijo v Posočje, nekateri. Bolj na glas še enkrat. Nekateri ljudje, ki hodijo v Posočje, recimo iz kakšne studence ali pa zelišča, trdijo, da ti ljudje tam še so, tudi staroverci. In da se jim včasih približajo in da je prav neprijetno vzdušje, ker niso zaželeni prišleki. In govorijo o njih eden od drugih član tega društva starovercev, da pač te skupnosti še obstajajo. Niste slišali nič? Niste slišali. Rekli, da so ljudje, ki hodijo po Posočju in srečujejo staroverce še vedno tam, in da se ne počutijo zaželeni kot prišleki, oziroma kot drugi člani društva starovercev. Ja, jaz teh informacij nimam, tako da ne moram nič reči, ampak jaz sicer ne poznam teh ljudi, ki tam hodijo. Mogoče je pa res, da ko sem jaz hodil, so tudi drugi rekli, da se čutijo nelagodno, ko hodiš spraševati ljudi. Oni so se čutili, da so ogroženi, da ko se pogovarjaš s temi ljudmi. Ker pravijo, veš kaj, večkrat, ko prideš k meni, me sprašujejo, kaj hodim jaz gor, pa reče, veš kaj, ta možakar ima rad rastline, jaz sem ga naučil tudi cepiti, čeprav ni bilo res. In se pogovarjamo o takih stvarih, da me sprašujejo prvi svetovni vojni in tako ne. Tako da oni se niso počutili najbolj dobro, če si hodil po hišah. Tako da jaz sem se z Janezom Strgarjem veliko krat srečal izven hiše. Čeprav je on živel z bratom in sestro, meni tega ni povedal. Jaz sem hodil k njemu in sem mislil, da je sam. Je pa živel z bratom in sestro. In jaz sem bil pa njemu ure in nisem vedel, da ima brata in sestro, zakaj ne vem. Verjetno sem potem povezoval, ko je on že umrl, ko sem enkrat rekel, Janez, tak fajn detce, zakaj se nisi poročil? Je rekel, jaz sem se hotel poročiti in sem povedal sestri, da se bom poročil. Je rekla, ti
se poročiš, moraš iti ven iz hiše. Jaz ne rabim nobene ženske, jaz sem gospodinja tle, ti si pa gospodar hiše. In potem sem rekel, pa kako da si podlegel tebe sestri, ki si bil gospodar. Je rekel, veš kaj, takrat je bila Italija, smo bili ogroženi tudi od Italijanov, nismo smeli govoriti slovensko, nismo imeli svojih knjig in tako naprej, in se nisem želel še ene vojne v hiši. Je rekel. Zato sem stal sam, ampak nisem pa navezal z mojo punco, nisem opustil, smo se še vedno srečevali, ampak oni niso bili, in potem po smrti od Janeza je to kmetijo in obeh bratov in sestre je podedoval en mladenič iz Nove Gorice, Jug, in ko sem ga jaz srečal, sem rekel, kako je pa s hišo gor, zdaj, ko si je rekel, sem počistil ven, sem vse zmetal, proč, skuril, sem rekel, škoda, rekel si skuril, rekel, zakaj? In potem sem povedal, da je bil stric starovelc, rekel, jaz tega nisem vedel, jaz sem ohranil samo papirje, dokumente in pa fotografije. Sem rekel, bi lahko mi dal eno fotografijo od Janeza, rekel, ja, in mi je prinesel 3 fotografije. In sem rekel, kaj je to? To je Janez, kaj pa te dva? Ja, ta je sestra in ta je brat. Ja, jaz jih nisem koliko, se so živeli skupaj. Sem rekel, jaz sem bil tam in jih nisem nikoli videl, niti Janez mi nikoli nič rekel. Ja, rekel, veš, so bili čudni ljudje. Ja, pa, ko sem prišel v hišo, ni bilo nikoli nobenega. Ja, rekel, veš, me je pokazal stopnišče, gre stopnišče v nadstropje in gre stopnišče v klet. In ko so tebe zagledali, da prehajaš, so šli ali v kambro ali pa v klet in zadaj ven. Tako da jaz jih nisem poznal te ljudi. In potem je umrla, za Janezem je umrl brat, ki je bil najmlajši, in te zadnji je umrla sestra. Ampak jaz to nisem vedel, da je imel brata in sestra. Zdaj ne vem, zakaj, ali sta mlila, edino to mi je rekel, da ko je sestra tako rekla, da je potegnil z njo tudi brat. Tako da je ostal sam od on. Zdaj ne vem, ali sta imeli, ali so imeli kakšne spore v hiši, jaz to ne vem, ker nisem spraševal, nisem niti vedel. No, vidite, koliko materijala še tukaj za raziskati. Imamo priporočilo, da do pol zaključimo. Koliko je v vas še vprašanj za danes? Zagotovo bo založnik pripravil še kakšen dogodek. Tudi na spletnih straneh že omenjenih starovercev je zapisano, kje bo turneja potekala v naslednjih mesecih, tako da lahko se udeležite še novih razprav. Ampak imate zdajle kakšna beketajoča, prasketajoča, rečem medvešče, kateri se mora odločati. Drugače imate še eno vprašanje, ki ni bilo odgovorjeno za dr. Pleterskega. Tale 29. februar, če bi bil pastirski koledar, kdaj bi bila predstavitev knjige na ZRZ-SAZU? V pastirskem koledarju ni pristopnega. Ja, vem, če bi imeli, točno to vprašanje, ne? Ker imamo ta popravek za prestopnim dnevom, no zakaj na prestopni dan? Ne, čisto, to pa res, nekaj datum je bilo na voljo, tam je bil všeč, ravno zato, ker je tako malo. No, lepo. Takrat mi Pavle rekel, a kje imaš kabrco za Božji voljo? Ja, nisem mi rekel, da imaš sabo prinesel. Danes jo pa imam, če želite, bom lahko. No, to je en od predmetov, ki nastopa, se strinjate? Ja, in pa moram pa reči, da sem se zelo zabavila, ko sem bila tam na tem sprejemu, zato ker je rekel, gospod Pavle je rekel, Pavle to, kaj pa je v tej knjigi tazga, kar jaz ne vem. Pa bi moral vedeti. In Pavle tako spontano reče, nič, kar je noter ne veste. No, tle smo priprašali, kakšno duhovno vodstvo ima naše vodstvo. To je Medvečkova, Pavletova kabrca. Imam tudi udarenke, ki jih je nekaj naredila, njegova najboljša. In to v bistvu tročan za tročano. Trojnost v trojnosti. In če greste nazaj spet v kulture, ugotovite, da je narejena po pitagorejskih načelih. To je v moje zadnje spoznanje. In ima, vidite, na stranicah ima 3 luknjice, tako da je na videz, kakor ni čist enakostraničen trikotnik, kajti enakostranični trikotnik je notri. In to so skoraj na sredini, so 3 luknjice, ki dajejo 4 tone. Imate trojstvo, sveto trojstvo, ki po moje spet pomeni čist nekaj drugega, kar so me močile druge kulture v glavnem.
In vidim, da je to tudi pri slovanih, sicer kozmično, duhovno in materialno in zemeljsko. In potem se izkazuje v tem, da je v tem svetem utrojstvu so 4 toni. Tako je pokazala, moram že pet vse. Lahko samo večkaj eno moderatorska intervencija. Pavle, imaš ti v zvezi s piščaljo kaj zapovedati? On je narisal skico. Jaz sem imel 1 uro časa, ampak ne te originalno, ne. Sem imel 1 uro časa, da si jo pogledal, narisal in je potem odnesel nazaj. Ker ta piščal, oziroma ta stara piščal, ki jo ni več, je imel Dehner pri sebi in on bi jo mogel uničiti ali pa dati nekomu, da bi jo varoval. In ker je on nenadoma umrl, so to piščal dobili staroverci in so eden jo je vzel in jo je hranil. In ta Jerin je mene preskrbel tisto piščal za 1 uro. Tako da jaz sem jo narisal, nisem pa mogel ugotoviti, kako je narejena navznoter. Tako da taka je dela to repliko, je potem mogla sama pogruntati, kako je z notranjostjo. S tem, da nekatere mere seveda morajo biti do milimetra natančne in če niso do milimetra natančne po sveti geometriji, potem je ton napačen in se ne nalaga v trozvoku, zdaj tisti, ki poznate glasbene jezik, pač veste, o čem govorim. In je mala kabrca in je velika kabrca. Ona velika kabrca ima seveda še lepši zvok, je na razstavi trenutno, to so pa te male kabrce, ki so igrali na pomladanski dan, takrat, ko se je sonce pokazalo in sijalo. In to imajo vse kulture, da na takrat, ko je, spravi, kinokci, kjerkoli že, ali pa na solstice, da se določene igra senc in svetlobe pojavi. In če pogledamo dobro tudi sosednje kulture, v Italiji je bil v 19. stoletju so nastale glinene okarine, ki jih verjetno poznate, se je izmislil jih Denato di Budrio, ampak to ljudje v Posočju niso sprejeli, imajo svojo. Očitno so se držali dlje časa, ta oblika pa je stara 4000 let in jo najdemo v stari Perziji. Lahko, samo mogoče bi se privoščili spontani etnološki praktikum, ne? In zaključno z zvokom. Če se strinjate, to je zdaj strokovno vprašanje, če ima dr. Peterski še kakšno zaključno besedo, to je mogoče, ne? Potem si pa privoščimo spontani etnološki praktikum v zaključku. Mi tudi se vam zahvaljujemo za udeležbo, zaključili bomo z zvokom in potem bo današnji posvet končan. Na spletnih straneh Društva Staroverci pa da najdete najave naslednjih dogodkov z razpravami o knjigi z nevidne strani neba in še kaj. Zdaj pa praktikum. Zelo preprosto, 4 toni.